Zdaj sem poudarjal, da se pri prehranjevanju ne gre zanašati na občutke, ker niso dovolj zanesljivi. Dobro poudarjam še nekaj drugega. Če se kdo odloči, da bo kupil nov avto, najprej naredi kaj? Najprej se zanima, oziroma pozanima na medmrežju, pri sosedih, pri prijateljih, pri znancih, ne vem, kje vse, kateri avto bo kupil, da bo zares dober, da bo imel take lastnosti in one zmogljivosti in tretje kapacitete in ne vem kaj vse. Ali je to racionalno, razumno, da se človek tako obnaša? Je. Ko pa nanese beseda na hrano, pa nadoma to več ne velja. Čeprav za hrano damo bistveno več denarja kot za avto, in čeprav avto čez nekaj časa, ko ostane strp, preprosto odpeljemo na smetišče in kupimo novega. Svojega telesa pa ne moramo odpeljati na smetišče in kupiti novega, ker imamo samo enega. To je osupljivo dejstvo. Ljudje so se pripravljali, da ne vem, kateri decimalki pogovarjati, kjer avto je boljši in kateri ima boljše lastnosti in kateri ima slabše in za kateri denar je boljši avto in tako dalje in tako dalje. Ko pa nanese beseda na hrano, ja, sej, jaz imam občutek, tole je zame čisto dober, je živim in tako dalje in tako dalje. Mislim, da je to pomembno dejstvo. In danes bomo spregovorili še o nečem. Ljudje namreč pogosto rečejo, da so pač ljudje vsejedi, kot se reče, in da že od nekdaj ljudje uživajo meso in da so celo do določene mere zaradi tega, nekateri so to res pripričani, agresivni in morda še kaj drugega. O tem smo tudi že zadnjič nekaj malega govorili, ko smo rekli, da je kar pogosto prepričanje, da mora prav moški imeti vsaj 100 kil in da mora pojesti veliko mesa, zato da bo močan. No, nič od tega ne drži. In zato si bomo danes pogledali eno študijo, teh študij je v bistvu zelo malo, ker jih je težko narediti. O tem, kako so jedli naši predniki in kaj so jedli. Kaj ti s tem so vplivali na naš genom, se pravi na naše gene. Pa vplivali so še na nekaj, o čemer bomo tudi spregovorili. V svojem telesu ima namreč vsak človek ogromno mikroorganizmov. Ogromno pomeni, da imate v telesu za 10-krat več mikroorganizmov, kot je celic, iz katerih je sestavljeno vaše telo. Ali še malo drugače, v svojem telesu imate za približno 100 biljonov, kar je 100.000 milijard mikroorganizmov. Bakterij, parazitov, kvasov. Kako pa to, če se ne... To so kaj velike številke, ni kakšna možnost, da bi jih bilo majčkaj manj. Sorry, te možnosti ni. Ni te možnosti, že vse te mikroorganizme zbrali na enem mestu, bi jih bilo za približno 1,5 kg. V svojem telesu imate torej približno za 1,5 kg mikroorganizmov, zlasti v črevesu. Ne samo tam, seveda, tudi v ustih, v slini, v želodcu, v želavnih itd. Ja, Maja.
če bi se jaz hecal, in to ne bi bilo res, bi imeli zelo hude težave, kajti te mikroorganizme v glavnem v resnici zelo potrebujemo. Zelo jih potrebujemo. No, in naši davni predniki niso vplivali samo na naše telesa, svojo prehrano, ampak tudi na te mikroorganizme, ker so odvisni od tega, kaj ljudje jemo. In ti mikroorganizmi imajo svoj genom, svoje gene. In teh genov je bistveno več, kot je naših genov. Tako da imamo v svojem telesu, poleg svojega genoma, poleg svojih genov, še bistveno več genov drugih organizmov, teh mikroorganizmov, ki sem jih omenil. Zelo pomembno. No, in ker sem jaz naredil domačo nalogo, si bomo zdaj pogledali par poudarkov o tem, kaj so v resnici jedli naši predniki. V resnici je to težko ugotoviti, zato ker nam niso pustili nobenih receptov, nobenih knjig niso o tem napisali in sploh nobenih zapisov nimamo. Imamo samo posredne dokaze, kaj so jedli, recimo pred 100 000 leti, pred pol milijona let in podobno, oziroma še nekaj imamo. Danes lahko natančno opazujemo, kaj jedo nam najbližji sorodniki. To so primati. Naprimer gorile, naprimer bivoni, angutani, šimpanzi in tako dalje. Natančno vemo, kaj jedo. In lahko sklepamo, da jedo zelo podobno hrano, kot so jo jedli nekoč naši davni predniki. Ne jedo enake hrane, seveda, precej podobno. Tako da imamo v resnici dovolj evidenc, da dokažemo, in to so znanstveniki tudi naredili, kaj so najverjetneje jedli naši predniki. Kar seveda pomeni, da ne bi bilo nič slabega, če bi jih danes posnemali. Ker s tem vplivamo na svoj genom, na svoje gene, na mikroorganizme, ki jih imamo v telesu. Ok. In si zdaj lepo v miru, pogledajmo to iz te knjige. Vedno navedem referenco, nič ne govorim na pamet, nič ne govorim po občutku, za tem, če vam govorim, je znanost. To je ena redkih, zelo dobrih knjig, kako so se razvijale prehranjevalne navade naših prednikov. In zdaj si bomo par stvari pogledali, ker vemo, kako se je to dogajalo. In to je zanimivo potovanje. Torej, prvo dejstvo, ki ga rad omenil, je, vidite, tole. Večina primatov, pravi, to so nam najbližji sorodniki iz živalskega sveta, večina primatov je to, kar je označeno z rdečo. Se pravi, širok nabor rastlinske hrane in sorazmerno majhen nabor, ozek nabor živalske hrane. To je dejstvo, okoli katerega pravzaprav se ni mogoče kaj dosti pogovarjati, ker je tolikokrat preverjeno, da lahko verjamemo, da je res tako. Torej, večina, ne popolnoma vsi, večina uživa tole prehrano. To je komentar k zdravorazumskemu spoznanju, s katerim včasih operirajo ljudje, češ ljudje smo vsejedi in od nekaj jemo vse, in rastline, in živali. Kar je res, samo da jemo bistveno več rastlin, kot pa živali. In dejstvo, ki je neposredno povezano s tem dejstvom, ki sem ga omenil, je tole. Naši davni predniki niso živeli v savani.
V savani v bistvu zelo težko preživeti. Če si predstavljate savano, prvič nimate nobenega zavetja, ker je malo dreves, skoraj nič, je silno vroče, poleg tega ste zelo izpostavljeni in ste hrana za morebitne pleznice. Torej, če ste razumni, je bolj varno živeti blizu gosta. Tam je tudi več rastlin, je več vlage, je več sence in lažje se skrijete pred napadalci. Torej, najverjetneje so živeli v bližini gozdov, zlasti pa seveda so živeli v bližini vode. Brez vode ne morete dolgo časa zdržati. Če ste en dan brez vode, imate zelo resne težave. Če ste pa 2 dni brez vode, imate pa že najverjetneje hude okvare, recimo na ledvicah. Tako da dobro je živeti čim bližje vode, sladke vode, pitne vode. To je logično in si mislim, da razumem. Ok? In naši ravni predniki uživajo tole tako prehrano, so pa seveda v določenem obdobju, v določenem času, ko je hrane manj, recimo v sušnih obdobjih, so bili prisiljeni, ker ni bilo hrane v izobilju, so bili prisiljeni poseči po alternativnih virih hrane. Vidite, tukaj jasno piše alternativni viri hrane, kot so meso, oreščki oziroma hrana, ki je pod zemljo, ki jo shranjena, ki jo rastline kopičijo, recimo v korenikah, v gomolih in tako dalje, pod zemljo. Ampak pomembno je, da so bili prisiljeni po tej hrani poseči takrat, ko je bilo premalo hrane rastlinskega izvora. Torej, bili so prisiljeni. In seveda tudi so. Tako da do določene mere so jedli torej tudi meso in to, kar piše, oreščke oziroma hrano, ki je pod zemljo. To je spet rastlinskega izvora. Pri tem je zelo pomembno, mislim, da sem to že enkrat poudaril, tudi tole. Če ne živimo v sodobni civilizaciji, v kateri potrebujemo sorazmerno malo energije, da pridemo kot potrošniki, naprimer, do hrane, pridemo tako, da se zapeljamo od prve trgovine, vzamemo hrane s polic in jo odpeljamo domov. To je sorazmerno nenaporno. Če pa živite v recimo afriških savanah, v kakšnih gozdovih, je pa do hrane težko priti. In seveda zato porabite določeno energijo. In preprosta enačba vam pravi, porabi manj energije za to, da prideš do hrane, kot jo boš potem dobil s hrano nazaj. Kajti, če si porabil več energije, da si do hrane prišel, kot si jo pa potem zaužil, nisi nič naredil, oziroma si v minusu, bi bilo bolje, da si doma in greš vrh. Torej, treba paziti. Treba paziti, koliko energije porabiš, da prideš do hrane, ki je energija. In do rastlinske hrane je lažje priti, zlasti seveda v obdobju izobilja. No, in ko vse seštejemo, in ko so znanstveniki vse sešteli in potegnili črto, se je izkazalo tole. Izkazalo se je, da ko upoštevamo vse različne dejavnike in tako naprej, koliko energije porabimo, da pridemo do nje in koliko hrane je, itd., ko vse to seštejamo, ugotovimo, da ena vrsta hrane prevladuje nad vsako drugo vrsto. Ena vrsta prevladuje in to je sadje. To je sadje. Veliko energije in ima to zanimivo lastnost, da je pri miru. In da je vedno na istem mestu.
srečate drevo, na njem so sadeži, jih pojeste, prijete druglet na isti kraj, je drevo še zmeraj tam in sadeži so spet gor, kar je super dobro. Torej, ko govorimo o tem, kaj so jedli naši predniki, je prav gotovo res tole. Ena vrsta hrane prevladuje in to so sadeži. Ne meso, sadeži. Okay? In gremo naprej. Kot sem rekel, dokazov za to imamo, kolikor hočete. To je samo ena od tabel, ki je veliko, iz katere z lahkoto razberete. To je tabela, ki prikazuje, kaj jedo danes naši najbližji sorodniki, so primati. Kot sem prej rekel, gorile, šimpanzi, giboni, orangutani, naši najbližji sorodniki. Ker upravičeno sklepamo, da jedo zelo podobno hrano, kot so jo nekoč, oziroma kot so jo nekoč naši predniki v podobnih oziroma enakih okoljih, ker so dejansko živeli v takih okoljih. In kaj prevladuje, tukaj samo na kratko vidimo, če bi pogledali zelo podrobno, tale zelena puščica označuje sadje. To je procent, tukaj so procenti, listje, oreščki in živalska hrana. V procentih. Vidite, sadja v procentih pojedo zelo veliko, pri živalski hrani, pogledajte, malo, nekateri pa sploh nič. Gorile, na primer, poznate gorile? Veste, kakšne so. Gorile v glavnem jedo, a veste kaj? Liste. Liste. Čeprav imajo strašne zobe in močne čekane in ljudje mislijo, da so to strašne zveri, ki ne vem, jejo dinozavra, kaj je podobnega. Ne, liste jejo. In tudi, če nadaljujemo, recimo gorile, giboni in tako dalje, spet vidimo v razdelku sadje, zelo visoke procente, 70, 62, 71, 67 in tako dalje, v razdelku živalska hrana 25 je najvišja številka. 13, 2, 2, nič, 3, nič do 5. Skratka, malo ali nič. Naši najbližji sorodniki živalski. To so dejstva. To so znanstvene evidence. To so empirični podatki, ki jih lahko vsakdo vzma napora, seveda, preveri in se sam prepriča. Ampak v tem primeru sem jaz naredil na mesto vas. Lahko se sami prepričate, prej sem naredil referenco, preberete knjigo in boste videli, da se nisem ničesar izmislil. Torej še enkrat, če kakšna hrana prevladuje v prehrambenih navadah naših prednikov in živali, ki so danes najbližje, je to zagotovo sadje. To ne pomeni, da je to samo sadje. Ne. Ta hrana prevladuje pogosto pri številnih živalih. Ne pri vseh, pri večini pa. Kar seveda tudi ni čudno. Če si predstavljate, sadje ima res veliko energijsko vrednost. In ga je tudi veliko, v izobilju ga je. Medtem, ko je, če želite, recimo, v kakšni savani, zelo težko ujeti kakšno gazelo. Probajte ujeti kakšno antilopo, da jo boste imeli za večer. Probajte. Težko, če nisi lovec. Jaz mislim, da kar nemogoče. To so naši predniki se tega naučili, seveda so postali spretni in so delali dobro orožje, so imeli loke, puščice in tako dalje. Ampak če malo pomislite, če si malo predstavljate, če hočete z lokom in puščico zadeti antilopo, ki ima zelo dobre oči in zelo dobro sliši in vse čas opreza, ko je savani, ker je izpostavljena nevarnosti, vse čas gleda okrog sebe, kdaj se bo pojavil kakšen leopard, ali pa gepard, ali pa drug, vključno s človekom, probajte se približati gazeli na toliko, da jo boste s puščico zadeli.
in boste ugotovili, da vam glih ne gre najboljš od rok, ker vas bo prehitro opazila in bo pobegala. Lahko pa past nastaviš. Lahko ji pa past nastaviš, ja, lahko. In potem imate pa drug problem. Tudi, če se bo ta žival ujela v past, je zelo verjetno, da jo bodo prej opazili drugi plenilci kot pa vi. Ker en tiger, ali pa en leopard, pa en gepard, ali pa lev to opazi in zaoha bistveno prej kot vi. Ko boste vi zjutraj prišli pogledati past, fajn past, bo samo že kostito. Ker bodo čez noč pojedali. Ampak, seveda, ni nujno, da bo vedno tako, ne? Hočem poudariti samo nekaj. Jaz nisem rekel, da se to nikoli ne zgodi. Rekel sem, da je lažje in bolj enostavno priti do sadeža. Noben plenilc te ne zasleduje, ker plenilci sadežev ne jejo. Primir so sadeži namreč, pa vedno znova jih treba rodi. Veliko bolj razumno, če se odločate, če se vami razmišljate, le kaj bi danes večerjali. Jaz bi se torej odločil za sadje. In je zelo velika verjetnost, da bom potem tudi preživel. Če se pa odločite za antilope in rečete, da sadje ne maram, ali pa nek brokoli, ali pa solate, ali pa kaj takega, ker v savani brokoli ali glih kaj dosti ni, pa solate tudi ne. Jaz sem zelo velik trave, ampak od trave ne vem, če bi se dali živeti. Če se torej odločite, da boste živeli samo od gazel in od antilop, je veliko vprašanje, če boste preživeli. In gremo naprej. Rekel sem že, da zlasti v obdobjih, ko ni več toliko hrane rastlinskega izvora kot sicer, sušno obdobje, na primer, ki lahko traja kar nekaj mesecev, ste prisiljeni iskati tudi druge vire, recimo maščob, proteinov, visoke energijske hrane. In preden se boste odločili za gazele, ali pa bivole, ali pa kaj drugega, se boste odločili, tako kot kažejo raziskave, da boste dopolnjevali svojo prehrano spet z živalmi, do katerih je veliko lažje priti kot do gazel in antilop, in to so insekti. Veliko lažje je priti. Cel mravlje. Če veste, kje je mravlišče, in veste, mravlišče je praviloma tudi primer, ker ga mravlje ga nose sabo, ali pa termitnjak, ki je tudi primer, v katerem živi veliko termitov, potem je kar razumno, da se boste odločili popestriti svoj jedilnik z insekti. Ali pa recimo, to si za te ne pišem, v temu, da boste kakšnim čebelam ukradli med. Tudi visoko energijska hrana. Torej, insekti. Preden se lotite mamuta in dinozaura, insekti. Vsi se lotite mamuta. Vsi so se ga, ne? Sam probajte ubiti enega mamuta. Kaj ni več? No, tukaj to si priti. Probajte danes enega slona ubiti. Brez puške, prosim, ne bi puške, no, pa kakšen kanal. Kače pa ne puške. Probajte ubiti enega slona. Nisem prepričan. Torej nisem. Ok, gremo naprej. Še ena študija, ki jo navajam, dokazuje, da so spet v obdobjih, ko je bilo rastlinske hrane malo, oziroma manj kot sicer. In samo v teh obdobjih so ljudje prisiljeni, jeste treba, so posegli torej po mesu, ki ga imenujemo fallback food. To je hrana, po kateri sežete zato, ker preprosto brez teh dodatnih kalorij ne bi preživeli. Bi imeli hude težave, premalo kalorij bi imeli, ker nočete umreti, torej preden se vam kaj hudega zgodi, pač posežete po tej hrani. Zopet to potrebuje, kar sem že rekel, ko ste prisiljeni
ko nimate preprosto več nobene izbire. Ni pa res, da so ljudje kar od nekdaj jedli meso, zato ker je ravno ustrezalo, ali pa je bilo všeč, ali pa je bilo meso dobrega okusa, ali kaj podobno. To preprosto ni res. Okay? No, in še en poudatek, kot sem že prej rekel, to je zopet iz drugih študij, razumemo v jedilnikih naših prednikov, to je visokoenergetska nagrada, to je visokoenergetska hrana. Zopet niso koreninice, ampak je sadje. So sadje. Mislim, da bi se iz tega morali že kaj končno naučiti. To je visokoenergetska hrana, na katero, ker je bila tako pogosta, ker je prevladovala, je torej naše telo navajeno. Naši geni so na to navajeni. Naši mikroorganizmi so na to navajeni. Naša biokemija je na to navajena, ker se je spreminjala skozi tisočletja, pač v odvisnosti od hrane, ki so jo naši predniki jedli. Resnično ne bi smeli biti preveč naduti in trditi, da mi že vemo, kaj je dobro in da bomo imeli to, kar nam paše. Ne bi smeli biti preveč naduti, kajti naša biokemija se zaradi tega ne bo nič spremenila, da bi se prilagodila tisti hrani, ki jo pač danes pogosto jemo, in to je tole. Nisem rekel, da vsak dan to jemo, je pa to pogosta prispodoba, to je simbol. Tako imenovane zahodnjaške diete oziroma prehranjevanja v zahodnih razvitih državah, kar spadamo tudi mi. Naši davni predniki zagotovo niso jedli tega. In če date to danes kakšnemu šimpanzu, se dotaknemo. Ali pa kakšni gorili, ali pa kakšni orangutanu, ali pa kakšnemu gibonu, ali pa kakšni makako opica, ali pa kakšni drugim opicam. Dotaknila sem do tega. Še maček tega. Še maček tega. Kaj šli primati? Ampak ljudje v svoji aroganci pa pravijo, ne, meni to paše. Ker je sladko in je okusno in tako naprej, in jaz bom tega pojedel veliki. Nekateri res pretiravajo. Nekaj drugega je pa tole. To so zanimivi, res zanimivi izsledki paleoantropologov, ki se takole sprehajajo po gozdovih in gledajo živali, kaj jedo in pač skušajo se čim več naučiti, kaj ni dobro samo za živali, samo za primate, ampak je dobro tudi za ljudi. Tale gigantska zadeva, krogla, ki lahko tehta do 30 kg in vsebuje do 20.000 kilokalorij. Se imenuje, to je navadni kruhovec. To je navadni kruhovec. Izjemno zanimiva hrana, ki jo jedo tudi primati, tukaj lepo piše, pa tudi gorilec in tudi ljudje. To je navadni kruhovec. Tole je pogled na drevo, pač na kruhovec in na en tak sadež. Tak sadež, kot smo videli prej, lahko tehta 30 kg in tole drevo jih ima zelo veliko. Pa to ni bil drevo, ki raste v tistem gozdu. In torej, en tak sadež lahko vsebuje 30 kg do 20.000 kilokalorij. Vi dnevno potrebujete tam približno, če vi ste ravno atleti, ali pa če potrebujete vteži, ali pa če vi ste sumoborec, in niste, ben od vas ni, tle kakšen sumoborec. Ok, a tle kdo dviguje vteži mogoče? Jaz se časno dviguje. Hule, ki ste 3 kg. Hule? Ne, dvigujete 150 kg, ne? Dvigovalci vteži tako 150, 200, kaj je bolj, sigurno pa ne 10. Ne, niste. Ok, torej niste, zato potrebujete približno
Ženske malo manj, moški malo več, ampak približno 2000 do 2500 kilokalorij. V enem samem tem sadežu je 20 000 kilokalorij. To imate za 10 dni. En sadež. In zdaj če pogledamo še, kaj najdete v tem kruhovcu. Zlasti ugotovite maščob nič. Nič maščob. Kolesterol nič. Ogljikovi hidrati, vlaknine, zelo pomembno, cel kup vitaminov. Pa nekaj malega želekov. In sladkor, ki je visoko nizko hrana. Navadni kruhovci. Veste, mene zelo zabava, ko včasih vedno znova mi kdo vpraša, tako na kakšne predanje, ki jih imam, to sem vam tudi zadnjič povedal, ja, kaj mi pa pol sploh jem? Razen dunajskega zvezka in bufrija, onega hamburgerja, pa pice, veste, je na tem svetu tako veliko hrane, da do konca življenja niti probati ne morate, če samo vsak dan samo eno novo probate. Ne boste prišli do konca, kaj je do konca. Še uvodov predgovor ne boste izčrpali. Toliko hrane je. Ampak ljudje vedno znova rečejo, ja, če ne smem tega jesti, pa pol ne sploh jem. Pa vprašaš, da ste kdaj slišali za navadni kruhovec, pa mislim, da je to kruh. Jaz sem kruhovec, ne se piše noter. Pa ni, ne? Niso brali malega princa. Mene to še ne to zanima glede lososa, koliko da vitamina ima. To pravi, da lahko nadomešča po zimi da vitamina. Ne, nadomeščati ne more, tudi ni problem, ker na tak način nadomeščali. Veste, če kakšne molekule ne zaužijete dovolj, naredite to, kar naredimo, zato ker smo razumna bitja. Gremo v trgovino in preprosto kupimo prehranske dopolnila. Kupimo prehranske dopolnila, ki so koncentrirana, ki so čista, ki so narejena v okoljih, kjer to znajo narediti in te molekule so koristne. In to najbolj enostavno, kot pa da se vidim tem zgorami, ne vem, salmona oziroma lososa matrate, da boste dobili tisto malo, kar potrebujete. Zlasti boste pa pri tem zaužili še veliko neživega srebra oziroma svinca nekaterih težkih kovin, ki so v trgovino. Zato bomo tam Krko, pa Lek, pa Bajer, pa ne pa vse imamo v tem svetu. Kaj pa ne jemo samo tega? To bi bilo lažje, veliko časa bi prihranili. Česa? Ja, ne bi jedli več hrane. Ja, astronauti imajo posebno hrano. Zato, ker je hrana povezana še z drugimi zadevami, ne samo z molekulami in prehranskimi, torej s kalorijami. Hrana nas zadolje tudi estetsko, zadolje nas vkus in vodenje, in sama priprava hrane. Tako da lahko bi, teoretično bi lahko, ali potem bi velik del psihologije prehranjevanja moral nekako dati v oklepaj. Pravzaprav ni razumno, zakaj bi to naredili, oziroma ne verjamem, da človek to lahko naredi. Da se odpove svoji psihologiji. Več časa bi potem imeli, da bi pripravili tiste eno. Že, ampak ne vem, kdo bi se hotel povedati, da dobi... En hamburger, pa tiste masno lazanjo. Ne, zdaj mislim na nekaj drugega. Če vi lahko dajete nekomu eno tabletko, rečete, tole molekulo je, ali tole tabletko je, in vse kar radi. Nekdo bi to hotel. Jaz vam pa raje, da je večina ljudi ima raje, da je hrana socialni dogodek, da je estetski dogodek, da je še vse drugo. Prav teoretično, mislim, da se je tudi tako. Ja, ko da repleš tabletu v roke, tako zopno čutim. No, gledajte še naprej. Rekel sem že, da so naši predniki živeli blizu vode, se nas lahko brez vode, kako živeli. Če živite blizu rek in blizu jezer, ste lahko pripričani, da je v tej vodi veliko hrane. No in ko so se znanstveniki s temi zadevami ukvarjali, so ugotovili še nekaj. In sicer, da so ljudje uživali še nekaj, kar so dodajali v svoji običajni dieti oziroma svojim običajnim prehranskim
navadam in to je osupljivo spoznanje, to je res izjemno spoznanje. Upam, da boste to razumeli. Jaz sem že povedal nekaj o tem, kaj so nasičene maščobe, kaj so nasičene molekule, kaj so nenasičene, transnasičene in tako dalje. Okay? Ugotovili so, recimo, da so nekatere nenasičene maščobne kisline v tropskih ribah in školjkah zelo podobne, kot tukaj piše, oziroma bolj podobne istim maščobnim kislinam, ki imamo mi v svojem telesu, bolj podobne, recimo v možganih, kot katera koli druga hrana, ki jo poznamo. Ker je osupljivo, ker je zelo pomembno, da je struktura torej teh nenasičenih maščobnih kislin podobna, zelo podobna tem, ki jih imamo recimo v možganih. Kar daje misliti, da so naši predniki gotovo uživali veliko torej rib in školjk in s tem prispevali k razvijanju možganov, imajo podobne, torej nenasičene maščobne kisline. Naši možgani in te ribe oziroma školjke, torej ko smo pri mesu, oziroma ko smo pri nerastlinski hrani, vidimo, naletimo na insekte, naletimo na ribe in naletimo na školjke. Se pravi, še enkrat, če vse skupaj povzamemo, prevladuje sadje, smo videli. In potem ljudje dodajajo torej, školjke, dodajajo ribe in dodajajo, videli smo tudi gomolje oziroma to, kar je podzemlja, ker to včasih lažje preživijo, ko je suša, torej je hrana pod zemljo, lahko dolg časa ostane sveža kot tista, ki je nad zemljo. In insekte. Zdaj pa pomislite, kaj od tega vi jeste? Se pravi, če ti to ješ, da imaš več možnosti, da si bolj pripravljen, pa če ne. V nekem smislu generalno vzeto je natanko tako. In zdaj v nadaljevanju vam bom to tudi pokazal, par dejstev bom še navedel. Zakaj je to res? Ampak zaenkrat samo pomislim, torej, koliko od tega jeste, kako pogosto jeste ribe, kako pogosto jeste školjke, kako pogosto jeste insekte. Vse insekta pa inak ne. In kako pogosto jeste sadje. Vprašanje, ki bomo ga postavili, to bomo pustili, da smo pa tukaj. Tole bomo tudi preskočili, samo to, da veste v vseh teh obarvanih področjih, kot sem prej rekel, živi približno 100 bilijonov, 100 000 milijard mikroorganizmov. To je neprimerno več kot vseh zemljanov na tem svetu. Zemljanov na tem svetu je približno 7 milijard. V vašem sistemu živi 100 000 milijard mikroorganizmov. Okay? Ki jih potrebujete? To smo že povedali. Vzeto. No, zdaj preidem tistih podatkov, kar so rekel, da jih bom povedal, bi še enkrat upozoril na spremembo, ki je nastala v obdobju, recimo zadnjem stoletju v svetu, v katerem mi zdaj živimo. V svetu, tujmo rečemo, zahodni razviti svet. Vidite tukaj, da je v naši prehrani vse več nasičenih in transnasičenih maščob,
tem sem že govoril, in rdečega mesa. Rdečega mesa in seveda mnogo ljudi, ki so pripravljeni na propagando, da je rdeče meso treba jesti. Se ste povedali, da je kancerogen? Seveda je, to je prosto dokazano in tukaj vidite, to tudi piše. Uživanje teh maščob in rdečega mesa, zlasti procesiranega, se pravi tega industrijsko predelanega, ki ga potem kupite v konzervi, pa klobas recimo in tako dalje, je povezano z povečanim tveganjem recimo kolorektalnega raka, to je rak v tem področju, kjer se pokazal, se pravi v črvesu. Neposredno je to dokazano in je res težko razumeti, mogoče ni tako zelo težko, tako se reče, da ljudje kljub temu uživajo tako velike količine rdečega mesa, procesiranega mesa, klobas in drugih, recimo suhomesnatih izdelkov. Gigantske količine ljudje pojedo, čeprav je to neskončnokrat dokazano, neskončnokrat, da se povečuje s tem, s tako hrano, ni vzročne zveze. Sem rekel, da je vzročno. Povečuje se tveganje za, recimo, raka na debelem črevesu oziroma tankem črevesu. Povečuje se tveganje. Zakaj bi človek užival hrano, s katero povečuje tveganje, da dobi raka? To je vprašanje. To se bi lahko zmanjšali, za meni noče tega. Eni pač ustrajajo. No, zdaj pa, to je izraz, ki je izjemno zanimiv, izjemno pomemben. Izjemno pomemben izraz, ki pravi bioekološko nadzorovanje tega, kar se dogaja s temi 100 bilijoni mikroorganizmov v našem telesu. Namreč, ko skrbimo za svoje telo, ne skrbimo samo na naše telo, ampak skrbimo tudi za mikroorganizme, ki jih je ogromno v telesu. Zato je ta izraz izjemno dober. Da je človek pozoren, oziroma da se poriči, kaj vse se dogaja, ne samo v njegovem, kot se reče, v njegovem telesu, ampak tudi v mikroorganizmih, ki jih ima recimo v drobovju. In ljudje lahko nadzorujemo, kot piše, z ustrezno hrano, vse to, kar se dogaja s temi mikroorganizmi. To lahko počnemo. Samo poučiti se moramo, s čim, s katero hrano in tako dalje. Zdaj se približujemo odgovor na vprašanje, ali je tisto, kar sem prej govoril, res, ali s tem povečujemo svoje zdravje. Sveda ga, neposredno ga povečujemo, vsaj ohranjamo ga oziroma povečujemo ga. Okay? In recimo dokaz za to z nasprotne strani, če lahko rečem, je tudi tale študija, ki jo omenja. Že naslov je zgovoren. Tista hrana, ki se naprej omenil, ki prevladuje, je zelo pogosta v zahodni, western diet, zahodni dieti, je polna sladkorjev. Ogromno sladkorjev in študije kažejo, da so visoke vrednosti glukoze, o tem sem vam že govoril, visoke vrednosti glukoze v krvi, rekel sem že, da je glukoza v krvi toksična. Visoke vrednosti glukoze v krvi niso zgolj številke, zgolj podatek, da imate pač veliko glukoze v krvi. Dogaja se namreč nekaj drugega. Visoke vrednosti glukoze so neposredno povezane z kognitivnimi napadi. Neposredno, recimo, se zaradi tega zmanjšuje zmožnost kapaciteta spomina pri človeku. Neposredno, vidite, je povezan manjši hipokampus
Povedal sem že, kaj je hipokampus, sem vam pokazal, povedal sem, da sta dva in da sta torej strukturi v možganih, ki sta ključni za tvorjenje spomina. Obstaja neposredna povezava med manjšim hipokampusom, fizično se zmanjša, in visokimi količinami sladkorja. Zato je meni groza, ko ljudje rečejo, da imajo radi sladkor, zato ker jim paše. Se jaz verjamem, da jim paše, ampak s tem zmanjšujejo svoj hipokampus. Neposredno spreminjajo anatomijo svojih možganov na slabše. Kako? Če pa eni pravijo, da če ješ sladko, za to ni nič. Maja. Ker ene pravijo, nima kakšne posebne vrednosti, kaj ti, treba je povedati, kaj znanost pravi, ne kaj eni pravi. To, kar povejo eni, ni važno, kdo ti eni so, ne, je lahko ali pa tudi ni, no in največkrat ni povezano s tem, kar pa znanost pravi. Jaz sem že povedal, da zame je edina resna referenca znanost. Ker znanost, kot vam jaz tukaj iz ure v ure, iz tedna v teden kažem, dokazuje stvari. Eni pa zgolj trdijo. Nimajo nobenega dokaza. In ne znajo dokazati. Ko jih vprašaš, zakaj pa misliš, da je tako, kot trdiš, rečejo, ja, pač tako mislim. Jaz nisem vprašal, kako ti misliš. Jaz sem te vprašal, zakaj tako misliš. Znajo povedati dve stavke. Torej, to, kar eni pravijo, zame ne velja. Nima nobene vrednosti. Kar pa znanost pravi, pa ima. In če znanost pravi, ker je to dokazala, da so visoke vrednosti sladkorja povezane s spominskimi motnjami in ko boste videli kasneje še z drugimi upadi kognitivnih sposobnosti, potem to zagotovo drži. Ker so se prepričali najbrž. Prej so kaj rekali. Veste, prej nekdo napiše tako knjigo, ki jo jaz danes citiram, je Hudičev moral premisliti, kaj bo noter napisal. A veste zakaj? Zato, ker ve, da bodo to knjigo brali znanstveniki. In če bo tam kakšne neumnosti klatil, mu bodo to tudi povedali. In bodo rekli, lej stari, daj malo se skoliri, dokaj tle govori so neumnosti. Jaz pa dvomim, da kdo hoče, da v javnosti govorijo o njem, da klati neumnosti. Prosto ne verjamem, da kdo to hoče. Tega ne želi nobeden. In ker ne želi, najprej dobro premisli, preden kaj bekne. Medtem ko eni, pa ne premislijo kaj dosti, da bo kar rečejo. Zato tiste nima kakšne posebne vrednosti. Torej, ko boste naslednjič hoteli uživati velike količine sladkorja, se malo spomnite na to, kaj sem vam povedal. Za vaše možgane to zagotovo ni dobro. Čeprav možgani potrebujejo veliko glukoze, ampak seveda tudi imajo. Imajo že dovolj. In naprej. Ne imajo dovolj, če potrapiš. Ne, ker je skozi proizvaja, telo je skozi proizvaja. Torej, to smo že rekli, ne, da glukoza neposredno, lahko neposredno prispeva k atrofiji hipokampusa. In tega nočemo, noben človek tega noče. Veste, motnje spomina so zelo, zelo neprijetni zgodbi. Zelo neprijetni. Sam spomnite se, če se kdaj česa ne morate spomniti. Kako vam je to zoprno? Pa gre ponovali za kakšne malenkosti. Ko se pa te spominske motnje začnejo povečevati, nihče ne želi biti v koži takega človeka. Pa govorimo samo o spominskih motnjah, še ne govorimo o nobenem raku, pa o Alzheimeru, pa o Parkinsonovih boleznih. Govorimo samo o spominskih motnjah. To je neposredno povezano z preprosto zadevo, na katero je mogoče vplivati. Količina sladkorja, ki je zaužila. In tudi iz te perspektive je zelo težko razumeti, da vsaj nekateri ljudje ne vztrajajo pri sladkih jedeh in trdijo, koliko je to dobro. Ne, ni dobro. Lahko da njim paše, da je okus prijeten. To gotovo drži, sej, to vemo. Ne? Dobar pa 100%. In da, ni
in naročite kavo. In imate dve preprosti možnosti. Ali da rečete brez sladkorja in vam ne prinesejo niti kave, sladkorje niti nam prinesejo sladkorja zraven. Vam prinesejo kavo brez sladkorja. Ali pa rečete, daj pol kile cukra še zraven, jaz ga ravno, da sem danes v stresu. Potem prinesejo tistih vrečk tokle in bojih noter zmeča, da je to vredica po koncu. To je zelo preprosto, veste. Spijete čaj, v katerega lahko date sladkor, ali ga pa preprosto ne da. Ja, torej vidite, ne? Visoke vrednosti lahko škodujejo vašim možganom. To je zelo preprosto spoznanje, o katerega večina ljudi ne ve, ker se zanašajo na svoj občutek, da je sladka hrana super in da jih pomirja in da jim paše. Ne vedo pa, da lahko poškoduje možgane. In nihče noče s poškodovanimi možgani presvetiti. Okay? To bomo zdaj preskočili. No, to me zdaj ne zanima. Še tole slikce vam pokazam. Detajli sploh izpomeni, ne rabite jih sploh se z njim ukvarjati. Ta slika je tukaj zato, ker bi rad spregovoril o enem preprostem mehanizmu, ki se imenuje oksidacija. Oksidacija je nujna. Enostavno v našem telesu ne moremo se izogniti pač temu procesu. Oksidacija je proces, ki poškoduje, ki spremeni molekule. Tukaj je struktura, ki nam pove, kako poteka oksidacija kolesterola. To ni treba, da vi sploh veste. Oksidacija kolesterola, oksidacija maščob, oksidacija proteinov, tako dalje. In to je spet nekaj, čemur se skušamo čim več, torej koliko se le da, izogniti. Celote se ne da, enostavno se ne da, ne more. Vedno bo potekala pač oksidacija, vedno potekala ti procesi, ki poškodujejo, zato se tudi staramo in zato pač počasi bomo tudi došli do nekaj drug svet, počasi, to še dolgo časa ne bomo, nekaj počasi ne bomo. Temu se ne moramo izogniti, ampak lahko pa na to vplivamo, za Boga milega, na to lahko vplivamo. In zdaj se spomnite spet tistega, kar sem vam povedal na začetku. Vsak človek si kupuje avto, ali pa televizor, ali pa računalnik, ali pa pametni telefon, je pripravljen porabiti ure in ure in ure, da bi se ja prepričal, da bo kupil najboljši izdelek za svoj denar. Pa gre samo za butaste naprave. Avto bom čez nekaj let zgolj pločevina tam na enem svetišču. Nič drugega. Pa vendar so ljudje pripravljeni, kar je pravzaprav dobro, to je razumno. Fajn, jasno je, da nočeš za svoj denar dobiti klumpa. Da hočeš dober izdelek. Fajn. Ko bi le isti princip uporabili še, to gre za hrano. Isti princip. S tem, da je hrana pomembnejša za vas kot pametni telefon, pa če je za mene 1000krat pameten. Hrana je pomembnejša. Pomembnejša je kot vaš avto, pomembnejša je kot vaš televizor, pomembnejša je kot srajca, ki jo nosite, pač pomembnejša je vsega. Zdaj samo pomislite, koliko ur pa ljudje porabijo za to, da bi se prepričali, na primer, kako poteka oksidacija kolesterola, pa kako na to vplivati, da ne bo te oksidacije. Ker se da o tem prepričati. In potem pač kupite kakšno bolj ustrezno hrano. In mogoče še za konec, da ne bo mislil, kdo, da so ti procesi, o katerih zdaj govorim, neurodegenerativni, patološki procesi vezani samo na starce. Da se to dogaja samo, ko so ljudje stari. Ni res. Nažalost, ogromno sladkorja zaužijajo že otroci.
In raziskave, tukaj so naštete, vidite reference, nesporno dokazujejo, da je že v otroštvu s temi sladkorji, ki jih otroci na veliko zauživajo, mogoče torej dokazati, kako to vpliva, ne samo na debelost, ker vpliva, na preveliko teleсно težo vpliva, ampak ne samo na to, to vpliva tudi na kognitivni upad, poškoduje možgane. In ko prinesajo tete domov, ne vem, ko pride na obisk, gore čokolad in lizik in ne vem, česa še vse, ne, za otroke, ne, je to pravzaprav čista katastrofa. To je nekaj, kar bi se moralo človeku spontano upirati. Recimo, mojemu otroku, ne nosite mojemu otroku čokoladic in bombonov in lizik in napolitank in keksov in piškotov in krofov in buhtanov in ne vem, pa še vse. Sam ne bi nosil, ampak praviloma, ne, ko pridejo tete in strici, stare mame in prijatelji in znanci, kako pa se jih kdo že, ne, praviloma, ravno to prinesejo, za otroka pa že eno čokolado. To je ravno tako, kot če bi mu dal arzen. Ali pa malo, da vem, mišega onega skupa, za podganjega. To je osupljivo, naprimer, kako se je ena praksa uveljavila in se ponavlja. Vedno znova so otroci tisti, potem se dodali seveda televizijo in propagando in tako dalje, vedno znova so otroci tisti, ki se jim ponuja sladkarije. Čeprav ne samo, da ni nobenega razloga, da se jim ne ponuja sladkarije. Obstajajo vsi razlogi, da se jim ne ponuja sladkarije. Vsi razlogi. Ne samo, da to vodi k debelosti. To itak vemo. Starši vedo. Ampak mogoče je treba še večkrat poudarjati to, kar sem danes. Kognitivni upad, spominske motnje, motnje v delovanju možganov, motnje v koncentraciji, motnje v pozornosti, upad inteligenčnega kvocienta, motnje v težavah razumevanja, zaznavanja sveta, razlaganja, interpretiranja in tako dalje. In kdo hoče imeti otroka s takimi motnjami? Nihče pri zdravi pameti. Zakaj jih potem zasipavajo z sladkimi zadevami? To je dobro vprašanje. Kaj hočejo imeti z bolanimi motnjami? Ja, zdi se, kot da bi hotel imeti, ja, prav bolane otroke, debele pa še, torej kognitivno motene. Seveda tega nočejo, se jaz ne mislim, da to hočejo, ne? Se vsaka teta, pa stara mama, ko pride na obisk, bo rekla, ne, se jaz hočem sam dobro, zato ker čokolado, na primer, povezuje z nečim, kar je okusno, kar je prijazno, kar je sladko, kar je fajn. In se vse to je. Je prijazno, lepo zgleda, je fajn, je okusno, bla, bla, bla. Samo da ta stara mama ne pogleda, kaj se dogaja s tem otrokom v njegovih možganjih kasneje. Ne pogleda, kako je z njegovo telesno težo. Zato ne moramo reči, da je zlobna ali pokvarjena. Saj ni, jo je prijazna. Edin premalo znanja ima. Saj to je, veste. Jaz nisem rekel, da je pokvarjena, pa da hoče imeti bolanko vnuka. Jaz sam trdim, da ima premalo znanja. Zato sem pa jaz tukaj vsak četrtek, da mu to pripovedujem kar vam. Toliko sem bil za danes.